Lepo pozdravljeni najprej vsi spoštovani gostje kulturnega večera v Štandrežu in seveda poslušalci Radio Ognjišče v Sloveniji in po vsem svetu. Hvala lepa za toplo dobrodošlico. Nocoj bomo s pomočjo radijskih valov in internetnih povezav povezali ta lep kraj in tukajšnje prijazne ljudi na severozahodnem robu Goriške ravnine v Italiji z vsemi ljudmi dobre volje, ki nas poslušate. In namen nocojšnjega večera je prav to, povezovanje, podajanje roke, izmenjava prijateljske besede, glasbe, čez nekdaj zmejo ločen svet, danes pa toliko bližji in hkrati vseeno ne dovolj poznani. Nocoj nam bodo približali gostje, domačini, ki so tesno povezani s tukajšnjim kulturnim, družbenim in političnim življenjem. No, radijski sodelavci pa, kot morda veste, smo ga imeli priliko spoznavati že od današnjega jutra, ko smo se iz Stare Gore nad Šedadom podali na 5. kolesarsko romanje od Marije k Mariji in tako tudi letos želimo pomagati pri obujanju starega romarskega običaja pred praznikom Marijinega rojstva. Toliko za uvod, zdaj pa bi poprosil našega gostitelja, tukajšnjega župnika in dekana dr. Karla Bolčino, da nam nameni še z besedami nekaj besed dobrodošlice in pa vprašanje, gospod Karl, kaj bi, če bi imeli možnost odgovoriti samo z enim stavkom, izpostavili nekomu, ki Štandreža ne pozna? Kaj je tista zanimivost, privlačnost tega kraja, ki bi ga prepričala, da bi prišel sem in si to ogledal? Dober večer. Bog da je dober večer tudi tebi, Blaž, in vsem poslušalkam, poslušalcem in tudi vam, drago občinstvo. Kaj je v Štandrežu lepo? V Štandrežu lepo je marsikaj, dobri so pa vržoti in šparglji. Niste imeli še prilike poizkusiti, upam, da tudi za to pride čas. Sicer pa smo veseli, da smo lahko tukaj gosti. Hvala lepa. Še bolj veseli smo mi, ko sem jaz pred 30 leti študiral v Ljubljani, so me vprašali, kako to, da ti, ki si Italijan, govoriš slovensko. Napačno vprašanje se je, vprašajte me raje, kako ti, ki si Slovenc, govoriš italijansko. Zato sem vesel, da boste lahko nocoj tudi preko Radio Ognjišče spoznali, da smo mi Slovenci, ki govorimo slovensko. Res je, hvala lepa, da sem povedala slovenska beseda, tudi ljubljanska beseda. In ne samo s pomočjo glasbe, tudi s pomočjo dramske igre. Tolminski kmečki upor oziroma punt je pred 300 leti zajel vso Goriško, tudi del Kranjske, nasilno obnašanje fevdalcev do kmetov, predvsem pa višji davki so spodbudili odločen upor kmetov. No, spomin na te dogodke izpred 3 stoletij nam bodo zdaj obudili člani dramskega odseka prosvetnega društva Štandrež in najprej v njihovem imenu pozdravljam predsednika tega društva, gospoda Marka Brajnika. Dober večer. Dober večer vsem. Torej, jaz bi nakratko lahko predstavil naše društvo. V začetku 60. letih so župnik, tedanji župnik, zdaj že pokojni Jože Žorž in skupina možakarjev zgradili tale prostor. No, potem so začutili potrebo po neki večji organiziranosti in ustanovili društvo, to je bilo leta 1965, kateri namen je bil širiti prosveto v našem prostoru na osnovi katoliških idej in smernic ter buditi in ohranjati narodno zavest. Naše društvo deluje na raznih področjih, no, jih naštejem na glasbenem, pevskem, zborovskem, sodelujemo s šolo, kar je zelo važno, našim vrtcem, z raznimi dramskimi in kulturnimi ustanovami, zvezami. Prirejamo razne prireditve, proslave, izlete, seveda, in tudi, ko se gre za našo narodno obrambo, smo vedno prisotni. No, pri vseh teh dejavnosti mislim, da najbolj tako vidna je dramska in to bi prepustil besedo glavnemu v društvu, ki je odgovoren za to dejavnost. No, tako je, z nami, hvala lepa, gospod Marko Brajnik, z nami je nocoj tudi Božidar Tabaj, ki je odgovoren za dramsko dejavnost. Dober večer, kaj nam boste predstavili? Dober večer, najprej, bom predstavil našo dramsko skupino, ki bo
čez 2 leti praznovala 50-letnico svoje ustanovitve in to z velikim veseljem in ponosom bomo to obletnico tudi obeležili. Dovolite, da se najprej spomnim pobudnika in našega prvega režiserja, to je pokojnega župnika Jožeta Žorža, ki je pred 50 leti z velikim pogumom in nič manjšim navdušenjem zgradil župnijski dom in ustanovil prosvetno društvo Štandrež in bil tudi pobudnik in mislim gonilna moč tudi danske skupine. Ne bom našteval, koliko primer nastopov in gostovanj je bilo v tem dolgem obdobju. Niti ne bom omenjal, koliko ljudi je oblikovalo razne gledališke predstave. Veliko jih je bilo. In mislim, da je malo slovenskih amaterskih skupin, ki se s takimi dosežki lahko ponaša. Danski odsek je segel po najrazličnejših avtorjih in besedilah. Večinoma je izbiral komedije, saj ta zvrst daje nastopajoči največ zadoščenja in najbolj zadovoljuje gledalce. Za skupino pa je koristno, da se sega tudi po drugačnih tekstih. To smo v zadnjih letih tudi storili, najprej z dramo Kaplan Martin Čedermac in črno komedijo Stara garda. Veliko opraševanje je tudi po krajših uprizoritvah, s katerimi vsako leto popestrimo kulturni program praznika špargljev. Dosegli smo tudi po 50 in več nastopov v enem letu. Stike smo navezli z raznimi slovenskimi skupinami. Uspešno sodelujemo s skupinami od Slovenije, od Kopra, preko Ljubljane do Celja in Kranjske Gore. Kvaliteta naših predstav iz leta v leto raste. O tem preče tudi priznanje, ki smo jih bili deležni. Priznanja Mali oder, več prvih nagrad na raznih izvedah zamejskega festivala v Malkinjah, Severjeva nagrada in nagrada za najboljšo predstavo Staro gardo na 43. Linhartovem srečanju. Veliko priznanj so dobili tudi člani naše skupine. Za kvalitetno delo naše skupine imajo velika sluga razni režiserji, ki so pri nas sodelovali. In jaz bom spet se spomnil našega prvega režiserja, ki nam dal moč in veselje do dranskih nastopov. To je pokojnega župnika Jožeta Žorža. Upajmo, da smo si z delom, z mladimi in obetajočimi silami zagotovili tudi uspešno gledališko prihodnost. Nekateri člani naše dranske skupine sodelujo z nami v skupini že od samega začetka, se pravi skoraj 50 let. Kaj jim daje voljo in moč, kaj jih sili, da žrtvujejo toliko časa za vaje in nastope? Ima to čut dolžnosti ali želja po razdajanju samega sebe? Je mogoče egzibicija, želja po osebni uveljavitvi ali iskanje izrednih emocij? Morda želja po zdravi družbi in spoznavanju samega sebe in še zlasti drugih. Je to priložnost, pri kateri se veliko pridobiš in morda tudi drugim kaj posreduješ. Nekaj posebnega mora že biti in plemenitega, če so tako vztrajni pri tej stvari. Preživeli smo 20 let brez slovenskih šol, tiskane besede, društev in gledališč, to je pod fašizmom. Še smo tu, ker smo kljub zatiranju in velikim nevarnostim ohranili slovensko besedo, kjer se je le dalo. Pogumni duhovniki so jo ohranili v cerkvah in pri bogoslužju. Slovensko pesmijo so se naši starši na skrivaj veselili in tudi tolažili. Tudi danes moramo ohranjati slovensko besedo in krepiti naša društva, zbore, šole, medije in razne ustanove, ki predstavljajo veliko bogatstvo za našo skupnost. Pridobili smo jih z velikim naporom in veliko dobre volje in sposobnostjo naših ljudi. To delo moramo pravilno vrednotiti in velikodušno stati ob strani, sodelovati z vsemi tistimi, ki si prizadevajo, saj ne pričakujemo veliko. Hvala lepa in gotovo aplavz za to ustvarjalno, dolgoletno delo. Zdaj pa gospod Božidar, morda samo v nekaj stavkih o odlomku, ki ga boste zdajle uprizorili oziroma zaigrali. Ja, smo zbrali tekst Jožeta Pirjavca, to je za Staro pravdo, kot ste že povedal v začetku, letos se proslavlja, recimo, se spomnimo Tolmenskega punta in zato se mi je zdelo pravilno, ker tudi v Štandržu, ko bomo bolj še nekateri potem povedali, smo bili nekakšni puntari, ker so nam zasegli večino naše zemlje in uničili, mislim, tudi kar
fašizem se ne da uničiti, so uničili z demokracijo. Izbrali smo en odlomek z tega teksta in to za staro pravdo, ki jih bomo izvedli jaz, pa tukaj Vanja Bastiani, Matej Klajnšček in predsednik Marko Brajnik. Izvolite. 1500 let krvaviš, je pisal Cankar. Izkrvavel nisi, moj narod. Da, res. Začelo se je zares takrat, ko se je moral slovenski kmet upreti proti nasilju in zatiranju. Slovenski kmet, to je bil takrat ves slovenski narod. Saj gospode nismo imeli, gospoda je bila tujerodna. Mi bi morali biti le njeni hlapci, večni hlapci. Pa se je dvignil naš kmet. Združil se ves narod v eno samo enoto, v slovenski upor proti zatiralcem. Že drugič se je oglasil zvon. Marija, posloviti se morava. Ne hodi še, Ivan. Moram, zmagati moramo. Lepše življenje bomo izvojevali, lepšo bodočnost gradimo. Da bi Bog dal. On ve, da se borimo za pošteno in pravično stvar. Kako bi nas mogel zapustiti? Res, Bog je dober. Usmilil se bo teptanega človeka. Ivan! Kdo je? Jaz, Lojze. Pridi naprej, no. Prišel sem, da greva skupaj. A stanje se ni spremenilo? Poslabšalo. Kako? Doma gnije žito in trava, ker nimaš časa, da bi jo pokosil. Ker moraš na tlako. Pa če bi se zmenili in šli do glavarja? Smejajo se ti, smejajo. Nihče nas ne posluša. Vsi, od Kobarida do Solkana in dalje, po naših brdi, vse vasi in vse z njimi, vse samo čaka dogovorjenega znamenja. Znamenja? Da, znamenja. Čakajo, da bo tretjič udaril plat zvona. O moj Bog, to je zadnje znamenje. Jaz sem mislila, da je to znamenje samo za sestanek. Ivan, kaj bo z nama? Kaj bo z najino bodočnostjo in ljubeznijo? Ljubezen bo ostala in upajva, da bo tudi bodočnost lepša, kot je sedanjost. Marija, veruj v zmago. Bodi pogumna. Ko se vrnem, bova začela skupno lepo življenje. Nič več hlapci, nič več na tlaki, nič več ponižani od grajske gospode. Edini gospodar svoje žene bom jaz sam in edina gospodarica nad menoj boš ti, Marija, ne več grof. Ponižujejo nas kot živino. Mislijo, da so v nas že ubili človeka. Ali je sploh mogoče še bolj ponižati človeka? Kot suženj delaj najprej na grajskih poljih. Od tega, kar pridelaš doma, dajaj najboljše gradu. Nimaš pravice do lova divjačine na zemlji, ki je tvoja. Nimaš se pravice seliti. Nimaš se pravice možiti, kot bi hotel. On, Graščak, ima pravico prve poročne noči. Ko pa mislim, da bi morala z njim, s tistim nesramnim, zavaljenim Graščakom, mislim, da bi ga na mestu ubil. Gremo, Lojze, gremo. Vzgnev do njih je ostal v meni. Niso še ubili samozavesti v nas. Živeti hočemo kot ljudje, kot ponosni in svobodni ljudje. Lojze, pojdiva. Ivan, srečno. Odšli so, mladi, pogumni, močni. Odšli so z veliko vero v zmago. Toda vse se je dvignilo proti njim, malo oboroženim in malo izkušenim. Borili so se pogumno. Toda izurjena cesarska vojska je polagano premagala nevojaka. 26. aprila 1714. je raj Belgradnika in še 3 poveljnike pod stebrom svetega Ignacija v Gorici mučil z razbeljenimi kleščami. Nato jim je odsekal glavo in nazadnje njih trupla razčetveril. Tako se je končala tedaj kmečka vojska. Toda iz te krvi je raslo seme za novo rast. Bilo je to seme svobode. In te svobode čuvari hočemo biti mi.
Hvala lepa članom dramskega odseka prosvetnega društva Štandrež. Odlomek iz igre Tolminski punt so nam uprizorili. Zdaj pa, spoštovani, k glasbi. Nocoj je z nami tudi otroški pevski zbor veroučencev iz pastoralnega območja Soča Vipava. Vodi jih zborovodkinja Damjana Čevdek. Prva pesem, ki jo boste zapeli nocoj, pa nosi naslov Svet postal bi lep. Spoštovani poslušalci, Radio Ognjišče spremljate neposreden prenos iz kulturnega doma v Štandrežu, kulturni večer, ki ga ustvarjajo domačini in kot smo rekli, bodo tudi s pomočjo besede približali tukajšnje kraje, ljudi in z nami je nocoj tudi kulturni delavec, izobraženec, dr. Damjan Pavlin. Dober večer, lepo pozdravljeni. Vemo, gospod Damjan, da pri vas obstaja Zveza slovenske katoliške prosvete, ki združuje različno kulturno udejstvovanje na Goriškem. Kako bi predstavili tukajšnje kulturno življenje? Slišali smo že, da je dramsko življenje zelo bogato. Ali obstaja slovenska kultura na Goriškem? Torej, na Goriškem obstaja slovenska kultura. Ne samo, da obstaja, je slovenska kultura na Goriškem zelo živa, bila je v zgodovini vedno zelo živa, zelo pristna, imela je svoje značilnosti, tako na različnih področjih. Imeli smo veliko ustvarjalcev na Goriškem, torej v širšem prostoru, na likovnem, na glasbenem in tudi na drugih področjih. Mislim, Gorica je slovela že pod Avstro-Ogrsko monarhijo, to se pravi pred Prvo svetovno vojno, po odličnih možeh, kot sem prej rekel, bi imenoval samo nekatere, toliko da Vinko Vodopivec, pa Lojze Bratuš, recimo na likovnem področju, družina Šantelj, morda ni tako zelo znana, ampak je pa veliko naredila. Torej Gorica, lahko bi rekel, da je to goriška res kulturno področje, morda tukaj v zamejskem prostoru, morda je Goriška najbolj kulturna. Saj je bila in lahko rečemo, da je še zmeraj zelo kulturno. Danes imamo, vi ste omenili Zvezo slovenske katoliške prosvete,
To je zveza, ki združuje društva, katoliška društva, od Brd do Krasa. To je 11 društev, ki imajo zelo bogato dejavnost in predvsem bogato na glasbenem, zborovskem, dramskem, o katerem je bilo že pregovora. In kakovost teh društev je zelo visoka. Ravno te dni se vračajo iz mednarodnega oziroma državnega tekmovanja v Arecu, to je skupina iz vrha, Bodeča Neža, ki je zasedla prvo mesto v Italiji. Torej najboljša skupina v Italiji je slovenska skupina. To se pravi, seveda ni to edina, so še druge pevske skupine, dramske skupine, zelo odlične, ki dajejo kulturni utrip Goriški tudi danes. Tako da lahko rečemo, da današnji kulturniki nadaljujejo to bogato tradicijo naših prednikov. Veliko med temi je bilo duhovnikov, veliko med temi je bilo ljudi, ki so dajali zgled. Prej je bil imenovan tudi bivši štandrški župnik, pokojni ki je prvi začel zelo aktivno delati na kulturnem področju in je tudi predvsem njegova zasluga, da Štandrž še danes tudi zelo razvito kulturno delovanje. Gospod Damjan Pavlin, za konec, ker vem, da ste dober poznavalec zgodovine Štandreža, nam lahko poveste, kako je z nastankom vašega kraja? Če se ne motim, je v starih listinah prvič omenjen nekje sredi 14. stoletja. Tako, to so prve omembe, ki sicer so tako malo torej sporadično, ampak gotovo Štandrež je nastal, torej ime izhaja iz svetega Andreja, torej očitno je bila nekje prva kapelica ali kapelica imenovana po svetem Andreju in potem je Štandrež dobil ime potem. Torej prva cerkev Štandrežka je že iz 1600, torej prva cerkev, ki je bila na istem mestu kot je današnja, sicer je bila za 1/3 manjša od sedanje, tako da Štandrež ni imel toliko ljudi, kot ima danes. In takrat se je pravzaprav začelo to predvsem versko življenje in to življenje skupnosti kot take. Štandrež je bila izrazito kmečka vas, izrazito. Če pogledamo iz katastrskih podatkov pod katastrom pod Marijo Terezijo, piše, ko označuje, kakšne dejavnosti so bile v Štandrežu. Piše, da vsi prebivalci, razen dojenčkov, župnika in rožnika, vsi se ukvarjajo s kmetijstvom. Torej je bila izrazito kmečka vas vse do druge svetovne vojne. In ta kmečka značilnost se pogojevala pravzaprav vse življenje, cerkveno, versko, narodnostno, kulturno, politično, socialno, vse je pogojevala in bogato pogojevala v smislu, da je krepila to narodno zavest, tako da se je slovenska beseda ohranila od vsega začetka, ki izhaja recimo iz čitalniškega obdobja, recimo 1850 naprej, to je kulturno življenje, takrat je nastala tudi slovenska šola. Mi imamo v Štandrežu samo slovensko šolo, osnovno, samo slovensko. Italijani nimajo slovenske šole v Štandrežu, čeprav smo v Italiji. Torej, to je, takrat je nastala tudi šola, pred 175 leti je nastala slovenska šola v Štandrežu in ta šola ostaja še danes. Torej, danes ima 100 učencev, sicer niso vsi iz Štandreža, veliko jih je zunaj, ampak 100 učencev za eno šolo je to ogromna številka za naše pojme. In kulturno življenje se je začelo tudi takrat, v tej čitalniškem obdobju. Takrat je nastala prva štandrežka čitalnica 1865 in od takrat se kulturno delo nadaljuje do danes. Torej to znači, da ta zgodovina res pokaže, kaj je bil Štandrež in tako naprej. Takrat je nastala tudi samostojna občina. Štandrež je bil samostojna občina do leta 1927, ko jo je fašizem uničil, ukinil in jo je pridružil Goriški občini. Kot danes Štandrež spada v Goriško občino. Je nekako predmestje Gorice. Torej seveda, ta značilnost slovenstva se počasoma, torej se zgublja v smislu, da je vedno več Italijanov, ki so preseljeni. Iz statistik, iz štetja iz 1900
22. po prvi svetovni vojni, ko je bilo v Štandržu 1500 ljudi približno, so bili vsi Slovenci, razen 6 Italijanov in 6 drugih narodnosti. To se pravi, da je bilo 99% Slovencev v Štandržu. Takrat po prvi svetovni vojni. V zadnjih 30 letih se je nažalost, ko so začeli razlaščati Štandržsko zemljo, ko so vse infrastrukture ob meji nastajale v Štandržu, mejni prehodi, avtoceste, ljudske stanovanja, železnice in tako naprej, to so razlastili 80% Štandržke zemlje, takrat je prenehalo pravzaprav kmetijstvo in seveda takrat so začeli se priseljevati in tako tudi Italijani, gradili so nove hiše in tako naprej, tako da danes je Štandrž precej mešano, torej recimo, da je pol in pol po Slovencev in po Italijanov. Ampak kulturno življenje je pa, skoraj bi rekel, v Štandržu vedno skoraj izključno v rokah Slovencev. Tako, naj ostane tako. Gospod Damjan Pavlin, hvala lepa za tale zgodovinski prerez. Iskrena hvala. Prosim. Zdaj pa, spoštovani obiskovalci in poslušalci, ne vabim na oder, ker je že na njem violinista Samuela Zavadlava in njegovega očeta Silvana Zavadlava. Veroučencev iz pastoralnega območja Soča Vipava, še eno pesem nam bodo zapeli. Zdajle pa je z nami tudi gospod Fabio Devetak, in sicer s flavto in seveda spremstvom. Ja, zaigrala bova Šapujevo skladbo Pristanišče. Prosim.
Prečna flavta Fabio Devetak in za klavirjem Damjana Čevdek. Z nami je nocoj tudi gospod Saša Kvinci, kustos goriških pokrajinskih muzejev in umetnostni zgodovinar. Prosim, če ga pozdravimo z aplavzom. Dober večer. Gospod Saša, za vas pa imam pripravljeno vprašanje, ki je povezano z Gorico. Zanima me, odkot pravzaprav to ime Gorica in kako to, da tu živijo Slovenci? Gorica prestopi prah zgodovine prav s tem imenom, ker 28. aprila leta 1001 cesar Oton III v Ravenni izda darovnico, v kateri imenuje dobesedno vas, ki se v jeziku Slovanov imenuje Gorica. Tako da ta kraj vstopi leta 1001 v zgodovino s tem slovenskim imenom in to je od vsega začetka nam pove, da so Slovenci tukaj odvedno v bistvu. No, vem, da ste tudi dober poznavalec slikarja, kiparja Toneta Kralja. Njegova umetniška dela krasijo mnoga tukajšnja svetišča, recimo tudi tu v Štandrežu, pa na Višarjah, Trepčah, v Trstu pri Šolskih sestrah in še marsikje druge na tem območju. Kako to, da je Tone Kralj ustvarjal toliko prav tu, saj vemo, da je po rodu Dolenjec? Tako je. Tone Kralj pride na Primorsko leta 1921 v Prem, tam je bil župnik, ki je bil doma z Dolenjske in torej po tej vezi se je v bistvu z Ljubljane prišel na Primorsko in bi bilo prav zanimivo vedeti, s kakšnimi občutki je prišel tisti krat, ker ne vem, če si je sploh predstavljal, da bo na Primorskem ustvarjal od leta 21 do srede 60 let. Tukaj je poslikal ogromno crkva, torej se je iz tistih krajev potem premaknil preko Krasa, poslikal cerkve v Vipavski dolini, Soški dolini, Goriškem, Brdih, vse do Višarij. Tako da na tem primorskem prostoru srečamo v cerkvah, ki so javni prostori, torej vsem na ogled, dela Toneta Kralja. Zakaj je njegovo življenje tako zraščeno potem s tem primorskim življenjem, to je tudi zanimivo vprašanje. Gotovo je to, da je on v tistih letih fašizma delil usodo in duhovnikov in ljudstva, torej je ustvarjal v tem kontekstu in tudi življenjsko, fizično delil tegobe, tako da mi lahko srečamo recimo portrete takratnega Dučeja v podobi hudiča, ki ga Mihael na Dangel stre, to recimo pri nas v Pevmi ali čez Soči, in to je gotovo bodrilo takratne ljudi. To se je nadaljevalo tudi po vojni, ko je pa takrat slikal pod budnim očesom Udbe in še danes v Vrtojbi imamo pod križem tudi Marksa in Engelsa. Tako da je ta njegova življenjska usoda povezana s temi ljudmi. In še to velja poudariti, da je prinesel v cerkveno slikarstvo novo kvaliteto, ker je vpeljal prvin ekspresionizma in tudi nove stvarnosti, ki so se krepko razlikovale od tiste malo bolj, kako bi rekel, sentimentalne, pobožnega slikarstva še iz 19. stoletja. Tako da tukaj je bil bistven premik. In gotovo si veljal gledati tudi tukajšnja dela oziroma tukaj razstavljena, postavljena na tem območju. Tone Kralj je zelo bogat in zelo pripoveden, tako da je zelo dostopen in marsikje skriva še kakšno presenečenje in je ljudem v tem smislu pravi lahko tudi cerkveni slikar, ker nagovarja prav s temi cerkvenimi vsebinami. Gospod Sašo Kvinci, hvala lepa in prijeten večer še naprej. Spremljate, spoštovani poslušalci, kulturni večer iz Štandreža, tukajšnjega kulturnega doma, kjer seveda spoznavamo tudi tukajšnje kraje, ljudi, zgodovino in ustvarjalnost, ki je, kot smo slišali, in pravzaprav zdaj tudi doživljamo, res bogata. Še eno skladbo nam bo na prečni flavti zaigral Fabio Devetak, spremljala pa ga bo gospa Damjana Čevdek.
Hvala lepa. Pred zadnjim gostom, ki se bo dotaknil tudi tukajšnjega družbenega, političnega življenja, pa prosim še enkrat mlade pevce, pevce veroučne skupine in njihovo zborovodkinjo oziroma spremljevalko na klavirju Damjano Čevdek. Ja, to sporočilo, čeprav preprosto otroško, naj odmeva tudi v teh krajih, pa seveda doma v matični domovini. No in o odnosih med matično domovino in zamejstvom bomo slišali zdaj. Na oder lepo vabim gospoda Julijana Čautka, ki je član Sveta slovenskih organizacij in novinar. Dober večer. Dober večer in dobrodošli v naših krajih. Hvala lepa. Doma ste iz Sovodenj. Ste, kot rečeno, tajnik oziroma član Sveta slovenskih organizacij, ste pa tudi v občinskem svetu Sovodnje. Zato me zanima, kakšen odnos ima matična država do zamejskih vprašanj in potem tudi, kakšen je odnos Italije do zamejske skupnosti v vaši občini. No, član občinskega sveta v Sovodnjah sem bil, torej pred par leti. Bi rekel tako, tukaj Sovodnje ob Soči in tudi ostale občine imamo so obmejne občine in torej imajo precej stikov z občinami na drugi strani meje. Pozna se, da je bilo v vseh teh letih oziroma do osamosvojitve Slovenije nekako vse pogojeno od teh političnih, pač Italija je bila na enem bloku, takratna Jugoslavija je bila na drugem, torej to je bilo malo pogojeno in odnosi so bili kolikor tolikor hladni. Rekel bi, da je bilo stiki so bili odvisni veliko od iniciative posameznikov, ki so delovali na tem političnem področju. Moram povedati, da Sovodnje ob Soči so samostojna občina, kjer trenutno imamo slovensko županjo, tudi prej so bili slovenski župani in torej prav to, da smo uspeli ohraniti v slovensko upravo te občine, je pripomoglo, da so bili stiki s Slovenijo in z občino Miren in ostalimi občinami stalno živi. Drugače se je potem odvijala po osamosvojitvi Slovenije, tukaj padale so razne pregrade, najprej carinska pregrada, potem še je postal prost pretok oseb, ko je Slovenija vstopila v Schengen in to se zdaj pozna, da ni več tako, kot je bilo recimo pred Prvo svetovno vojno, ko smo bili skupaj na tem prostoru, se pa stvari iz leta v leto izboljšujejo in jaz mislim, da prav v sodelovanju s Slovenijo so tukaj je še veliko možnosti za napredek. Gorica, Sovodnje ob Soči, Doberdob in vso to področje je obmejno območje, je na periferiji Italije in torej smo nekako daleč od vrveža, pravega vrveža, recimo gospodarskega in teh stvari, da bi lahko bili bolj soudeleženi. In zato je za nas veliko pomembneje, da imamo čim več stikov z Ljubljano, ki je prestolnica, kjer se določene stvari odvijajo, kjer je tudi prestolnica države, ki je članica Evropske unije in torej tukaj vidim veliko priložnost za to področje. Ne samo za občino Sovodnje kot tako, mislim tudi za občino Gorica,
ki, če pomislimo, da se iz Gorice pripeljemo prej v Ljubljano kot v Benetke. To se pravi, da razsežnosti so se zelo spremenile in upamo zares na dobro. Tudi mi in upamo, da se bodo te možnosti, ki jih omenjate, čim prej uresničile, da se bo poprijelo z obeh strani. Gospod Julijan, hvala lepa. Hvala vam. Tako o odnosih med državama, zdaj pa spet k sorodstvenim odnosom oče in sin, Samuel in Silvan Zavadlav. Kaj bomo slišali? Tokrat bova zaigrala eno drugo angleško narodno pesem, tokrat pa se imenuje The Staffordshire Hornpipe. Hvala lepa, spoštovani obiskovalci, drage poslušalke in poslušalci. Pri koncu nocojšnjega kulturnega večera smo, večera, ki se je odvil tu v lepem Štandrežu. Prav tako lepe vtise, povezane s čudovito pokrajino in z res prijaznimi ljudmi tukaj, smo si kolesarji vtisnili v svoja srca, v svoj spomin že po prvem dnevu našega letošnjega romanja in kot kaže, jih tudi jutri ne bo manjkalo. Zato povabilo, spremljajte nas še naprej, romajte z nami in ob koncu seveda iskrena zahvala najprej vsem nastopajočim in tako. Zares hvala, da ste nam pripravili ta čudovit kulturni večer s svojimi točkami in obogatitvijo. Seveda hvala pa tudi vsem vam, ki ste prišli sem. Lep večer še naprej in ostanimo povezani.